današnje seje. Hvala lepa. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta ugotavljam, da smo sklepčni. Trenutno nas je prisotnih 29. Zato mi dovolite, da pričnemo z 12. izredno sejo Državnega sveta, ki je sklicana na podlagi 53. člena Poslovnika Državnega sveta in prvega odstavka 30., 32. in 75.a člena Poslovnika Državnega sveta. Za današnjo sejo so se opravičili Ivan Meglič, magistra Elena Zavadlav-Ušaj, Bojana Potočan, Jožef Školč, Bojan Borovnik, Aleš Pulko, Lidija Jerkič in pa Branimir Štrukelj. O sklicu seje sem obvestil predsednico Državnega zbora, magistrico Urško Klakočar Zupančič in predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Na sejo smo povabili magistro Urško Klakočar Zupančič, poslanko Državnega zbora in pa Andrejo Katič, ministrico za pravosodje. S sklicem seje ste danes po elektronski pošti prejeli tudi naslednji dnevni red. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi EPA 1470-9. V skladu z drugim odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red 12. izredne seje Državnega sveta enak, kot ga vidite na zaslonu. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi EPA 1470-9. Lepo pozdravljam Urško Klakočar Zupančič, poslanko Državnega zbora in hkrati tudi predsednico. Ministrstvo za pravosodje je upravičilo za današnjo izredno sejo. Državni zbor je zakon sprejel na 77. izredni seji 15.7.2024. Po elektronski pošti ste ga prejeli naslednji dan. Priložen je tudi sklicu današnje izredne seje. S sklicem izredne seje ste danes po elektronski pošti prejeli tudi predlog odložilnega veta Komisije za državno ureditev ter predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga prej navedene komisije. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve Državnega sveta vložite v pisni obliki. Zdaj pa sprašujem predstavnika predlagateljice predloga odložilnega veta, da poda obrazložitev njegove vsebine. Zato prosim državnega svetnika Miloša Poholeta za predstavitev. Hvala lepa. Predsedujoči, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Na kratko bi predstavil predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi. Predlog odložilnega veta je Komisija za državno ureditev sprejela na današnji 15. izredni seji in ga predlaga v sprejem Državnemu svetu. Za začetek bi rad poudaril, da pristojna Komisija Državnega sveta za državno ureditev in zainteresirana Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki sta na skupni seji 6. maja 2024 zakonu, ko je bil ta še v fazi predloga, zavrnila podporo. V skupnem mnenju je bilo takrat izpostavljeno kar nekaj pomislekov, od katerih jih je ostalo kar nekaj nerazrešenih, tudi po sprejetih amandmajih na odboru in plenumu Državnega zbora. Ključni pomisleki se nanašajo tako na neustreznost postopka sprejemanja novele po skrajšanem postopku, kot tudi na njeno vsebino. Kot smo že opozorili, zakon vpeljuje novo pristojnost Ustavnega sodišča za naknadno ustavnosodno kontrolo akta, s katerim je bila odrejena parlamentarna preiskava. Prav tako pa spreminja dosedanjo ureditev izvajanja parlamentarne preiskave, ki je bila že večkrat deležna ustavne presoje. Vse to pa ne izpolnjuje pravnega standarda manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, kar je sicer v Poslovniku Državnega zbora navedeno kot pogoj za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku. S sprejetimi rešitvami se namreč pomembno vpliva tako na delovanje Državnega zbora, kot tudi na Ustavno sodišče in posledično tudi na uresničevanje aktov Državnega sveta.
Parlamentarna preiskava kot ustavnopravni institut predstavlja sredstvo legitimnega političnega boja, kar jasno izpostavlja tudi Ustavno sodišče. Predvsem pa gre za izredno pomemben instrument parlamentarnega nadzora. Njen smisel je, da Državni zbor neodvisno prouči dejanske razmere, ki so relevantne za upravljanje njegove nadzorne in zakonodajne funkcije, bodisi na zahtevo Državnega sveta ali na predlog poslank in poslancev. Zato bi ureditev postopkov povezanih s parlamentarno preiskavo morali posegati premišljeno in argumentirano. V skladu s pojasnili predlagateljice naj bi sicer rešitve iz novele zakona o parlamentarni preiskavi predstavljale izpolnitev zahtev iz odločb Ustavnega sodišča, a to ne drži, saj sprejete rešitve z tega vidika nikakor niso dovolj kakovostne in tudi neustrezne. Določene rešitve tudi niso bile v zadostni meri premišljene. Novela med drugim posega v ustavno varovano učinkovitost parlamentarne preiskave, ker se bo lahko najmanj za 90 dni zamaknila ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije zaradi zakonsko določenih rokov. To pa predstavlja nedopusten poseg v učinkovitost uresničevanja pristojnosti Državnega sveta v zvezi s parlamentarnimi preiskavami na njegovo zahtevo. Morebitno zavlačevanje z ustanovitvijo parlamentarne preiskovalne komisije bo negativno vplivalo na uresničevanje aktov Državnega sveta in na izvajanje nadzorne pristojnosti Državnega zbora. Ogrozilo bo tudi izpolnitev namere konkretne parlamentarne preiskave, ki je bila uvedena za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali za spremembo zakonodaje na določenem področju. Nova ureditev pravnega sredstva pred Ustavnim sodiščem je pomanjkljiva tudi zato, ker ne prepoveduje vlaganja vedno novih in novih predlogov oziroma zahtev za uvedbo parlamentarne preiskave s povsem enako vsebino, kot je že bila obravnavana na Ustavnem sodišču, kjer je bil lahko predhodno že razveljavljen akt, s katerim je bila odrejena parlamentarna preiskava. Vse to lahko vodi do pravnih zapletov oziroma neizvedljivosti predpisov, kar je v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave. Prav tako pa tudi do neučinkovitosti parlamentarne preiskave, kar je v nasprotju s 93. členom Ustave. Sprejeta novela zakona o parlamentarni preiskavi prav tako odlaga imenovanje parlamentarne komisije do odločitve Ustavnega sodišča, kar ni skladno z drugim odstavkom 5. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki določa, da Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi parlamentarne preiskave oziroma najkasneje na prvi naslednji seji. Ta neskladnost vodi do kršitve ustavnega načela pravne države iz 2. člena Ustave, ki med drugim zahteva medsebojno usklajenost predpisov, v tem primeru zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika o parlamentarni preiskavi. S predloženim osnutkom odložilnega veta se izpodbija tudi enega glavnih argumentov predlagateljice zakona za sprejem novele, to je, da se z zakonom omogoči naknadno ustavno-sodno kontrolo akta o odreditvi parlamentarne preiskave na zahtevo preiskovanca, če ta meni, da akt, s katerim se odredi parlamentarna preiskava, nedopustno posega v njegove človekove pravice ali temeljne svoboščine. Dejstvo je, da je Ustavno sodišče v več svojih odločitvah že izreklo, da se z aktom o odreditvi parlamentarne preiskave sploh ne odloča o preiskovančevih pravicah in dolžnostih. Tak akt torej sploh ne more posegati v preiskovančeve človekove pravice. V kasnejših fazah izvajanja parlamentarne preiskave, ko pride do posega z dokaznim sklepom, pa ima preiskovanec že zdaj na voljo učinkovita pravna sredstva za zavarovanje svojih pravic. Ta argument torej nima smisla. Spomniti se je treba tudi na kritične pripombe in odzive, ki so jih v predhodnih fazah zakonodajnega postopka poleg naših dveh komisij podali Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, Sodni svet, Mestna občina Ljubljana, Združenje mestnih občin Slovenije ter Državno-tožilski svet. Njihove pripombe in pomisleki v okviru zakonodajnega postopka niso bili upoštevani v zadostni meri, torej prav tako ostajajo aktualni. Na podlagi vsega navedenega smo na Komisiji za državno ureditev ocenili, da bi bilo treba sprejete rešitve ponovno proučiti. Zato Državnemu svetu predlagamo, da od Državnega zbora zahteva, da o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ponovno odloča in da seveda novele zakona o ponovnem odločanju ne potrdi. Kolegice in kolege, prosim, da predlog odložilnega veta podprete. Hvala. Hvala lepa, gospod Pohole, za vašo predstavitev. Zdaj pa prosim predstavnico predlagateljice zakona za predstavitev, gospa magistra Urška Klakočar Zupančič, beseda je vaša.
Najlepša hvala. Republika Slovenija je pravna država. In to, da Republika Slovenija pravna država, pomeni najprej, da je vsaka oblast omejena s pravom. Najprej z ustavo. Vsaka. Tudi zakonodajna, izvršilna in konec koncev tudi sodna. Parlamentarne preiskave so v vsej naši zgodovini obstoja se sprevrgle v sredstvo političnega obračunavanja. Ne pa tisto, za kar so bile dejansko namenjene. In jaz ne verjamem, da bi izglasovani veto dejansko pripomogel k temu, da bi mi še enkrat dobro premislili v Državnem zboru o zakonu, ampak gre tudi tukaj samo za politično preigravanje. To je meni seveda popolnoma jasno, pa verjamem, da tudi še marsikomu od vas in pa državljankam in državljanom. Zakon o parlamentarni preiskavi do sedaj ni bil deležen neke pomembnejše novelacije. In v tem sklicu Državnega zbora se je s parlamentarnimi preiskavami začelo čisto pravo politično obračunavanje. Ne bom kazala s prstom ne na opozicijo, ne na koalicijo. Ampak to, kar gledamo zdaj, je zloraba instituta parlamentarne preiskave. Namen parlamentarne preiskave je res iskanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Ampak tudi parlamentarna preiskava mora biti omejena z ustavo in zakoni. Mora imeti jasen namen, mora imeti navedene dokaze, mora imeti časovno komponento. In nekatere parlamentarne preiskave, ki so že zdaj ustanovljene oziroma že potekajo in nanje zakon ne bo imel nikakršnega vpliva, naj še tukaj ponovim, čeprav sem to že 100-krat povedala, pa bom še 101-ič, ne bo imel nobenega vpliva, bodo potekale še naprej. Pa čeprav je izražen dvom o ustavnosti teh že potekajočih parlamentarnih preiskav. Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki sem jo pripravila, uresničuje 3 odločbe Ustavnega sodišča, ne eno, 3. Kajti v preteklosti je bilo ugotovljeno ne samo, da so z dejanji parlamentarne komisije posegale lahko v človekove pravice in temeljne svoboščine, ampak da so posegale tudi v pristojnosti različnih vej oblasti. In lahko posegajo tudi v pristojnosti samostojnih in neodvisnih institucij. In ne samo, da ta novela uresničuje 3 odločitve Ustavnega sodišča, sledi tudi priporočilom Evropske komisije. Evropska komisija nas ni samo enkrat, večkrat nas je opozorila, da moramo urediti področje parlamentarnih preiskav, ker so šle izven svojih meja. Parlamentarni instrumenti niso igračke, s katerimi bi se poslanke in poslanci lahko igrali in preiskovali karkoli si želijo. In parlamentarne preiskave gradili na tem, da drug drugemu mečejo blato v obraz. In parlamentarne preiskave izkoriščali za tragedije, ki so se zgodile v preteklosti. In z vidika ljudstva, ki ima po naši ureditvi oblast, v Sloveniji ima oblast ljudstvo, ne mi, ki smo tukaj, mi smo samo predstavniki. Z vidika ljudstva je zelo, zelo neustrezno tehtanje, ki ga je predstavil govornik pred mano, med učinkovitostjo parlamentarne preiskave in rokom, ki bi ali pa bo potekal, če bo ta zakon začel veljati in se bodo upravičeni predlagatelji odločili za to, da preverijo ustavnost in zakonitost akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred Ustavnim sodiščem. Za prav nič drugega ne gre kot za 2 rešitvi. Prva, da parlamentarne preiskave postanejo ustavne, omejene s pravom, ustavo in zakoni. To se pravi, ko se pojavi dvom, ki se je pojavil večkrat, da ali je akt o odreditvi parlamentarne preiskave ustaven, ali je zakonit, da se to lahko preveri na Ustavnem sodišču. Kdo se boji Ustavnega sodišča? Jaz močno upam, da se svetnice in svetniki Državnega sveta tega ne bojite. Jaz se tega ne bojim. In karkoli bo Ustavno sodišče odločilo, bom spoštovala.
Druga rešitev pa je, zelo pomembna, kaj storiti v primeru, ko so člani parlamentarnih komisij, poslanke in poslanci, predlagani za pričo. Tudi takšne primere imamo, so šli tudi preko meja in vsak poslanec, ki je tudi član parlamentarne komisije v parlamentarni preiskavi, mora imeti možnost in varnost, pravno varnost, da se preveri upravičenost tega, če je predlagan za pričo. Jaz seveda zelo dobro vem, da bo danes verjetno izglasovan veto. Ampak jaz se bom za pravno državo borila še naprej. Neizprosno in neutrudno. In se bom borila za to, da bo ta zakon seveda začel veljati in da bomo v ustavne in zakonite okvirje spravili parlamentarno preiskavo nazaj, tam, kjer mora biti. In da ne bomo več gledali igračkanja s parlamentarnimi preiskavami in z drugimi parlamentarnimi instituti v državnem zboru. Slovenija je pravna država. In zato se bom borila. Ne glede na to, ali bo veto vložen, bomo pač še enkrat odločili o zakonu. In ko bo začel veljati, bo začel veljati. In jaz upam, da takrat vnaprej bomo pa lahko ponosni, poslanke in poslanci, na svoje delo in da bodo parlamentarne preiskave res postale tisto, čemur so bile na začetku namenjene. Preiskovanju oziroma ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ne kogarkoli. In razjasnjevanju dejanskega stanja, da bo državni zbor, če bo potrebno, potem na podlagi tega dejanskega stanja sprejel relevantne odločitve oziroma zakone. Temu so namenjene parlamentarne preiskave. Temu. Ne glede na to, komu pripadate, kateri politični stranki, koga imate radi, koga nimate, koga bi radi zašili ali pa koga bi radi spravili s kljuke. Temu so namenjene parlamentarne preiskave. In to, kar gledamo danes, je skorajda sramotno v parlamentu. 5 ustanovljenih parlamentarnih preiskav in še eno imamo ravno danes vloženo zahtevo. Kakšno mnenje bodo dali pravniki na to, me res zanima. Ampak jaz kot predsednica Državnega zbora se bom borila, pa ne glede na to, od kod pride zahteva. Lahko pride tudi iz Državnega sveta. Da bo ta zahteva zakonita in ustavna. Da ne bo posegala v pristojnosti drugih samostojnih neodvisnih organov, ki morajo opraviti svoje delo, samostojno in neodvisno, brez vpletanja politike, še bolj pomembno pa, da ne bodo posegale v človekove pravice kogarkoli. Kogarkoli. In jaz mislim, da si to zaslužijo tudi naše državljanke in državljani. Odločite po svoji vesti. Hvala lepa. Hvala lepa, magistrica Klakočar Zupančič, za vaše mnenje in razlago. Zdaj pa sprašujem predstavnike interesnih skupin, če želite besedo. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo, spoštovane državne svetnice in svetniki? Vekolikor, izvolite, besedo ima državni svetnik Marko Staroveški. Hvala za besedo. Pozdravljeni kolegi, kolegice in predlagateljica, mislim, da je že odšla. Nov zakon gre za politično preigravanje s parlamentarnimi preiskavami, tako je bila zdajle trditev, ki bi naj preprečilo pravzaprav edini način pri tej oblasti, v katerem se lahko preko parlamentarnih preiskav preiskuje tudi politične odgovornosti. V prvi vrsti lahko rečem, da proti namenu nikakor ne more biti proti. Namen je vsekakor dober. Ampak opozorim pa na nekaj stvari.
Neustreznost postopka za sprejemanje tega zakona v skrajšanem postopku, ker bi naj šlo za predlog, ki ima manjše dopolnitve. In spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Gre za zelo pomembne vsebinske spremembe, zato je postopek skrajšani neustrezen. In se postavi vprašanje, zakaj tako hitite. Prav tako se pojavi nezaupanje v pošten namen, če tako hitro moramo vse sprejeti. Postavi vprašanje, zakaj se vam tako mudi, če je 2 leti ni bilo nobenih težav, oziroma če vzamem še 25 let nazaj. Po drugo točko. Na obravnavi v zakonodajnem postopku, ki je bil seveda skrajšan, so podale zelo kritične pripombe oziroma odzive Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, naša komisija Državnega sveta, Sodni svet in ostali. Državnotožilski svet. Predlagatelj Lica ni upoštevala mnenja stroke, kar je zelo tvegan proces v zakonodajnem postopku, ker se to tiče predsednice Državnega zbora in bivše sodnice, tudi v odnosu do Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, se postavlja meni vprašanje, ali je to res pravna država, če se ne upošteva najbolj kvalificirane službe v Državnem zboru oziroma v parlamentu. Za njih mora biti to izredno slab občutek o njihovi sposobnosti, kajti njihove pripombe niso sprejemljive. Nov zakon vpeljuje novo pristojnost Ustavnega sodišča za naknadno ustavno-sodno kontrolo akta, s katerim je bila odrejena parlamentarna preiskava. Poleg tega spreminja dosedanjo ureditev izvajanja parlamentarnih preiskav. Pa ne komentiram, kako so bile kvalitetne, dobre, ampak bile, in na to se zakonodajno ni pritoževalo v nobeni vladi in v nobenem parlamentu. Vendar z novim zakonom se odvzema oziroma odpoveduje se suverenosti Državnega zbora in Državnemu svetu kot predlagatelju na področju parlamentarnih preiskav. Sedanja ureditev je takšna, da vkolikor mi predlagamo parlamentarno preiskavo, mora biti uvedena in mora biti tudi izvedena. Sedanji zakon ima za posledice, zelo veliko smo jih navedli v samem predlogu veta. Zakaj jih ne poznamo vseh? Ker zakon vsekakor ni dobro domišljen, ampak je bil rokohitrski. Zakon je slab, nedomišljen, brzoplet. O zakonu je to mnenje podala pravna stroka. Ne prinaša dodatne vrednosti, ampak celoten proces dodatno birokratizira. Zaradi te neskladnosti se krši načelo pravne države iz 2. člena Ustave, iz katerega izhaja ustavno načelo jasnosti in določnosti, ki zahteva, da v pravnem redu ne obstajajo nasprotja zaradi neusklajenosti zakonov, kot so sedaj v zakonih o parlamentarni preiskavi oziroma poslovniku in za novem predlaganem zakonu. Nova ureditev pravnega sredstva pred ustavnim sodiščem je pomanjkljiva, ker ne prepoveduje vlaganja vedno novih in novih predlogov oziroma zahtev za uvedbo parlamentarne preiskave s povsem enako vsebino. Tega ta zakon ne ureja, to pomeni, je nedorečen. Zakonske rešitve bodo lahko omogočale zavlačevanje izvedbe parlamentarne preiskave.
kar bo negativno vplivalo na uresničevanje aktov državnega sveta, na izvajanje nadzorne pristojnosti državnega zbora in bo ogrozilo izpolnitev namena konkretne parlamentarne preiskave, ki je bila uvedena za ugotavljanje državnega zbora v politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali za spremembo zakonodaje na določenem področju. Pod 6. točko se ponovno sklicujem na minule izjave predlagateljice, gospe predsednice državnega zbora. V Evropski uniji in Sloveniji obstaja prevelika prenormiranost. V zakonodajnih postopkih obstaja veliko pomanjkanje zdrave kmečke pameti. To so njene izjave, postavim pa vprašanje, ali ta predlog zakona upošteva vse te navedbe, proti katerim oziroma te, kar je omenila, da pravzaprav vladajo danes v Evropi in v Sloveniji. Toliko, hvala lepa. Gospod Staroveški, hvala lepa za vaše predstavitev. Sprašujem naprej državne svetnike in svetnice, če želite besedo. Ker ne vidim interesa, zaključujem razpravo. Hvala lepa. Želi predlagateljica zakona, ker jo ni tukaj, gremo naprej. Prav tako bi besedo dobil predstavnik Ministrstva za pravosodje, pa jo ravno tako, oziroma jih ravno tako ni tu. Tako da dajem besedo, če želi predlagatelju predloga odložilnega veta, če želi še dodatno besedo. Tudi ne, hvala lepa. Prehajamo na odločanje in sprašujem, če kdo želi pred odločanjem obrazložiti svoj glas. Hvala lepa. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Za je glasovalo 18 svetnikov in svetnic, proti 11. Torej, ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet sprejel. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda. In ker smo izčrpali dnevni red današnje 12. izredne seje Državnega sveta, jo tudi zaključujem. Vsem se prav lepo zahvaljujem za današnjo sodelovanje. Preden pa zaključim, pa mi dovolite, da vas obvestim še o enem pomembnem obvestilu, in sicer, da seja Državnega sveta, ki bo v septembru, natančneje 18. septembra, se bo začela namesto običajno ob 13. uri, se bo začela ob 14:30 uri. Hvala za razumevanje in vam želim prijetne počitnice. Hvala.